Dobar dan tudi v mojem imenu. Sem Luka Rajšelj, prihajam iz podjetja IQ Novo mesto in bom za zaključek tega dneva pametnih zgradb podal še en primer dobre prakse, in sicer avtomatizacijo CNS sistema nič energijskega objekta Nova Gorica, ki je bil zgrajen po sistemu Solintera. Solintera, kot je že moj predhodnik dr. Muhič pred mano v dopoldanskem delu omenil, je plod znanja in primer odličnega sodelovanja več podjetij, ki vsaj izhajamo iz področja Dolenjske. Tukaj moram omeniti podjetje Dulc, ki se je s tem začelo ukvarjati, in pa seveda ne nazadnje velik prispevek dr. Simon Muhiča, ki je poskrbel za vse simulacije, ki smo jih potem v našem podjetju skušali v kar največji možni meri udejanjiti. Ker nas je zaposlenih 10 inženirjev, se še vedno uvrščamo v nek sklop mikropodjetij, zato mi najprej dovolite za začetek, da predstavim naše podjetje, kdo smo in s čim se ukvarjamo. Se pravi, izhajamo iz lokalnega okolja, stacionirani smo v poslovni stavbi Hedera tukaj v Novem mestu. 10 inženirjev se ukvarja s projekti avtomatizacije tako na področju industrije, tako na področju industrije kot avtomatizacije v zgradbah. Avtomatizacija v industriji se pretežno vrti na zagotavljanju vitke proizvodnje. Tukaj je naš največji partner, kupec ali stranka Revoz Novo mesto. Avtomatizacija zgradb pa dajemo poudarek na avtomatizaciji energetskih sistemov in razsvetljave. Razsvetljava izključno DALI protokol. Dodajamo tem našem segmentu rešitev avtomatizacije še celovite rešitve GSM nadzora in telemetrične rešitve, za potrebe katerih smo tudi šli v razvoj lastne web-skade aplikacije, ki jo bom tekom predstavitve malo bolj podrobno popisal. Začetki našega podjetja segajo v leto 2009 in že leto kasneje smo v sodelovanju s podjetjem Dulc poskrbeli za avtomatizacijo prvega skoraj nič energijskega objekta. Potem v letu 2014 smo začeli z segmentom telemetričnih rešitev, nadzor in upravljanje naprav. V letu 2016 pa smo v nabor našega dela dodali še avtomatizacijo razsvetljave, kot sem že predhodno omenil. Tukaj gre v bistvu največ rešitev na področju DALI-ja. Se pravi, avtomatizacija energetskih sistemov, s katero se pri nas ukvarjamo, dajemo tukaj poudarek na avtomatizaciji ogrevanja, hlajenja in prezračevanja. Zagotavljati želimo energijsko najboljše možne rešitve. Se pravi, želimo dosegati, avtomatika mora nuditi maksimalno ugodje stanovalcem objekta, pa mora pri tem seveda porabiti minimalne vhodne energente, minimalno energije za doseganje tega optimalnega počutja. Sistem Solintera, skoraj nič energijski objekt, je v bistvu v sami špici nekega nizkoenergetskega objekta. Za tiste mogoče, ki vas v dopoldanskem delu ni bilo zraven, to je sistem, ki izkorišča v največji možni meri obnovljive vire energije za zagotavljanje optimalnih bivanjskih pogojev. Na strehi nameščeni sončni kolektorji vso sončno energijo tekom poletja transportirajo v tople zemeljske zalogovnike, kjer to energijo skladiščimo in jo potem tekom zime koristimo za ogrevanje objekta. V poletnem obdobju uporabljamo energijo podtalnice za
zagotavljanje hlajenja tega objekta. Konkretno sistem postavljen v Novi Gorici, gre se za medpodjetniški izobraževalni center z praktično 5200 kvadratnih metrov površin. Na strehi imamo nameščenih 148 solarnih kolektorjev, skupne površine 320 kvadratnih metrov. Energijo spravljamo v ploščate in globinske zemeljske zalogovnike. Ti zalogovniki so nameščeni neposredno pod objektom. Energija podtalnice je edini vir hlajenja tega objekta. Imamo 3 glavne regulacijske zanke, preko katerih toploto oziroma hlad dovajamo v objekt. To je temperaturna bariera, aktivirano betonsko jedro in pa za potrebe pokrivanja špic še konvektorsko ogrevanje ali hlajenje. Omenjeno je bilo, da je za transport energije na objektu položenih približno 50 km cevi in ves ta hardware nam omogoča do 80% izkoristek sončne in geotermalne energije. Poraba električne energije za potrebe ogrevanja, hlajenja, prezračevanja in zagotavljanja tople sanitarne vode je manj od 7 kWh na kvadratni meter letno. Tukaj smo na 40% porabljene energije, kot je deklaracija za pasivno hišo. Strošek vse energije za delovanje objekta je zgolj 5% stroška po idejnem projektu. Da tako funkcionalnost objekta lahko zagotovimo, mora seveda v ozadju stati en tak zelo dober krmilno-nadzorni sistem, za katerega smo pri nas poskrbeli. Naš sistem krmilje je osnovano na opremi Saibro, proizvajalca Robotina. Po objektu smo našo elektroniko dislocirano razporedili tako, da se potrebno žičenje zmanjša na minimum. Imamo preko 300 vgrajenih senzorjev, ki krmilijo preko 100 aktuatorjev. SCADA aplikacija za lokalno in daljinsko upravljanje, kot je prikazana tudi na tej sliki. Nadzor in analitika pa je dosegljiva preko web SCADA aplikacije. Torej, kako se lotiti avtomatizacije takega objekta? Najprej je potrebno izbrati primeren krmilni sistem. Mi smo ta krmilni sistem izbirali leta 2013, ko je bilo ponudbe cenovno dostopnega krmilja na trgu neprimerno manj kot danes. Pa tudi danes še velja, da je krmilnik Saibro eden najboljših krmilnikov na svetu, vsaj kar se tiče razmerja price performance, kaj za svojo ceno nudi. Saibro je modularno zasnovan tip krmilnika, tako da lahko njegove razširitvene enote dodajamo glede na dejanske potrebe. Podpira tudi široko paleto enih komunikacijskih protokolov, ki smo jih na tem objektu seveda potrebovali. Tale slika je že nekoliko zastarela, saj je vsaj v zadnji verziji Saibro krmilnikov podprt vsaj še Bluetooth in Connex. Takole izgleda zasnova dislocirane krmilne opreme na objektu, se pravi, glavni je... Aha. Tako. Se pravi, jedro je krmilna omara v kotlovnici tega sistema. V kotlovnici seveda krmilimo vse tiste člene, ki transportirajo to energijo iz strehe v zemljo in potem nazaj v objekt. Kotlovnica skrbi za črpanje podtalne vode, ki je edini vir hlajenja objekta.
Na strehi imamo seveda solarne kolektorje, kjer je tudi veliko število temperaturnih senzorjev, kateri morajo zagotavljati ali pa detektirati pogoje, pri katerih se ta energija lahko transportira. Imamo prostorsko regulacijo temperatur v 4 nadstropjih. V vsakem prostoru imamo lokalno krmilje fenkulov, konvektorjev. Omenil sem, da je na objektu preko 300 senzorjev, ki na podlagi katerih ves čas preračunavamo optimalno delovanje tega sistema. Teh 300 senzorjev v končni fazi krmili preko 100 zveznih aktuatorjev. Preračunavanje je v bistvu kar precej zahtevno na tem objektu, saj skušamo doseči maksimalne možne izkoristke. Tako, na primer, na podlagi senzorjev na strehi ves čas izračunavamo pogoje za vodenje obtočnih črpalk, ki transportirajo toplotno energijo v zemljo ali direktno v objekt. In na podlagi takega zveznega vodenja mi lahko dejansko izkoristimo vse do zadnjega žarka sončne energije, ki je na voljo. Ves čas tudi izračunavamo potrebno energijo, ki se mora v objekt dovajati. Na podlagi trenutnih temperatur in preteklih temperatur do zadnjih 48 ur se vse skozi izračunava po enačbi, ki jo je zagotovil dr. Muhič, koliko toplote se v objekt mora dovesti. Ko mi dosežemo količino toplote, ki je izračunana, z nadaljnjim dovajanjem toplote prenehamo. Višek toplote, govorim zdaj o letnem času, se prenaša, se pravi v letnem času takrat nehamo dovajati hlad, v zimskem času pa enostavno nehamo dovajati toploto v objekt. Izsek programske kode je napisan v strukturiranem programskem jeziku. Meni je vedno zelo zanimiva primerjava z programom, ki je človeka popeljal na Luno. Tukaj imamo 10.000 vrstic programske kode v strukturiranem programskem jeziku. Program Apollo 11 pa je imel 40.000 vrstic v assemblerju. Potem pa še vizualizacija napram končnim porabnikom ali skrbnikom sistema. Zgrajena je bila SCADA aplikacija, ki prikazuje stanje sistema v živo in preko katerega z sistemom upravljamo. SCADA aplikacija primarno deluje na platformi Windows, tako v lokalni mreži kot preko interneta. Je pa možno potem jo inštalirati tudi na mobilne naprave, Android in iOS. Analitiko naredimo, za potrebe analitike smo naredili web SCADA aplikacijo, kjer se ti podatki potem tudi shranjujejo v SQL bazo. To je naša lastna web SCADA aplikacija, podatki na njej se osvežujejo enkrat na minuto. Hranjenje zgodovine te podatkov je vse nazaj do leta 2014. Grafično prikazujemo gibanje posameznega parametra skozi časovno obdobje, ki je raztegljivo glede na potrebe. Web SCADA skrbi tudi za e-mail alarmiranje v primeru kakršnega koli alarmnega stanja. Hvala za pozornost.